Dober dan! Iz ljubljanskega studia 136, to so Vesti na vesti. Predsednik socialdemokratov Borut Pahor se je odzval na neizvolitev Mirana Potrča za podpredsednika državnega zbora. Četrtič SD svojega kandidata za podpredsednika ne bo več predlagala. Pahor pa je ob tem spregovoril o nemoči vladne koalicije. Bolj kot besede obsodbe so na mestu besede nekega usmiljenja. Ne gre za drobne nagajanje, ne gre za drobne zamere. Gre za to, da preprosto nima več moči, da bi izpolnjevala odgovornosti, ki jih je dolžna po poslovniku, po zakonu ali po ustavi. Kljub temu nas je zanimal njegov komentar na govorice, da Potrč ni bil izvoljen, ker je Anton Rop še vedno član poslanske skupine SD. Pahor je v odgovoru celo nekoliko povzdignil svoj glas. Se zavedate, kaj govorimo? Se pravi, če bomo mi pridni in bomo storili vse po volji Janeza Janše, potem bo on morda izpolnil nekatere obveznosti, ki mu gredo iz naslova odgovornosti vladajoče koalicije do pravice manjšine v državnem zboru. Se vam zdi to pravo? Jaz sprašujem vas. No, jaz vam pa odgovarjam, da se mi to ne zdi pravo. In v tem smislu ne pridejo nobeni pogoji. Upoštevamo. To je še od včeraj, ne? Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije Drago Kos je predstavil zadnja načelna mnenja, ki jih je sprejela komisija. Bili so kar precej delavni. Prvo mnenje se nanaša na pogodbo o oddaji poslov za prodajo medicinsko-tehničnih pripomočkov dvema zasebnima lekarnama. Ena je last žene poslanca SDS-a Mira Petka. Drugo mnenje govori o tem, da ena od fakultet in Ministrstvo za obrambo nista prijavila suma ponarejanja listin. Gre za predstavnika za stike z javnostjo na tem ministrstvu Črta Kanonija. Tretje, o konfliktu interesov, saj Pavel Poredoš hkrati upravlja funkciji predsednika Komisije za razvrščanje zdravil in predsednika Slovenskega zdravniškega društva. In še četrto, kot pravi Kos, najbolj pomembno mnenje o ravnanju tožilstva in policije o nadzorovanju družine Strojan ter novinarjev, ki so spremljali to zgodbo. Ravnanje policije, za katero so tudi strokovnjaki s pravne fakultete ugotovili, da je bilo nezakonito, da so bile množično kršene pravice ljudi. In tožilstvo pa je za svojo prekoračitvijo pristojnosti takšno kršitev pokrilo. Zaradi česar seveda potem je bilo onemogočeno ugotavljanje odgovornosti tistih ljudi v policiji, ki so odredili izvajanje takšnih ukrepov, in seveda tudi ljudje, katere so bile kršene pravice, zaradi tega niso mogli uveljavljati teh svojih pravic oziroma pridobiti nadomestila zaradi kršitev. Ogledalo. Drago Kos se je odzval tudi na ovadbo zoper njega strani direktorja Dursa Ivana Simiča. Serijsko vlaganje tožb in ovadb, ki jih napoveduje, bo zagotovo najbolj škodilo njemu samemu. Sam se pa morebitnih postopkov v zvezi z ovadbo zoper mene že veselim, ker bom lahko potem seveda povedal tudi druge stvari, ki jih v načelnem mnenju, ko smo ocenjevali delo Davčne uprave Republike Slovenije, seveda nismo mogli zapisati. Nekdanji predsednik republike Milan Kučan je obiskal kandidata Danila Ljudskega Türka. Ob tem je Kučan povedal, da javno ne bo podprl nobenega kandidata. Kljub temu pa smo izvedeli, kdo mu je blizu. Ste kaj bližji podpori Danilu? Ne, jaz sem najbližje sam sebi trenutno, ne, pa vam. Na povabilo ministra za gospodarstvo Andreja Vizjaka bo v ponedeljek na dvodnevni obisk v Slovenijo prispel princ Andrew, vojvoda Jorški. Britanski veleposlanik Tim Simons je pojasnil namen tega visokega obiska. Posebna vloga vojvode Jorškega je ta podpor za ekonomske stike z drugimi narodi. Liberalna akademija je pozvala k oblikovanju skupne politične alternative levo-sredinskih strank. Komentar dneva, liberalni akademik Darko Štrajn.
V kombinaciji sistemskih ukrepov, zmanjševanja avtonomije v javnem sektorju in obvladovanja vzvodov družbene moči v formalno zasebnih rokah je sedanja vlada z brutalnim ravnanjem močno poškodovala najobčutljivejše tkivo demokratične ureditve. Posledice so zelo očitne na področju medijev, javnih služb in splošne politične kulture. Spričo tega smo v Liberalni akademiji pozvali vse, ki lahko prispevajo k ponovni krepitvi demokracije v Sloveniji, da storijo vse, da bi dosegli ustrezni preobrat. V prvi vrsti ta poziv seveda zadeva politične stranke, ki imajo možnost oblikovati zavezništva za demokracijo, svobodo in družbeno pravičnost. Spričo prvih reakcij vodilnih predstavnikov strank na včerajšnje sporočilo Liberalne akademije naj poudarim, da nam gre za koncept odprtega zavezništva, ne pa za rigidno politično koalicijo. V Liberalni akademiji smo mnenja, da bi preoblikovani stranki LDS in SD ter nastajajoča stranka v okviru Društva zares lahko, tudi ob hkratnem razvijanju medsebojnih razlik in posebnosti, ustvarile jedro zavezništva, ki bi zmoglo premakniti razvoj dogodkov v prid ponovnemu razcvetu demokracije v Sloveniji. Seveda smo pozvali tudi vse druge stranke z jasnim demokratičnim profilom, pa tudi dejavnike v civilni družbi, da pripomorejo k oblikovanju novega soglasja za demokracijo v Sloveniji. Ja. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kultura. Dr. Artur Štern je izstopil iz predigre za predsedniški stolček. Projekt Gola resnica je pravzaprav raziskovalni eksperiment, umetniški akt, katerega rezultat bo dokumentarni film. Ideja se je porodila Franciju Keku in Vojku Anzelcu, v glavnih vlogah pa nastopata dr. Artur Štern in Jasmina Eržen. Uvednost obiskovalcem vesti. Na Vesti smo bili seznanjeni s tem, da je Šternova kandidatura samo filmski projekt in strani avtorjev naprošeni, naj tega ne izdamo, saj bi ga s tem uničili. Vsem, ki so zaradi naših prispevkov morda verjeli v resnost njegove kandidature, se iskreno opravičujemo. Zdaj pa vam predstavljamo še zadnje dejanje Gole resnice. Šternov poskus samomora. Treba je seveda to naljubno samoč. Zdaj vzemite v ta noč, no. Too much. Halo. Kole. Luka, zdaj vzem. Nekaj, vi mislite, da se shecam, ne? In prav imate, ne? Seveda se hecam. Še vreme? Kot kaže, tudi Bog snema dokumentarni film. Iz studia 136 to so bile Vesti na Vesti. Ostanite še naprej z nami.